Sobota, 16. januar, takoj po 12. uri, jaz spet na kolesu. Skoraj 14 dni je spet minilo, preden sem šel na en krog, tako da imam v letošnji statistiki še zmeraj samo 50 km od zadnjič. Danes načrtujem še eno ravninsko 50-ko na rahlo v 2 urah. Plačujem davek po praznikih od vsega tega nažiranja in poležavanja in kravljanja po kavču. Tako da je res skrajni čas, da se spet spravim v red in začnem malo bolj redno kolesariti. Danes se je naredil en krasen dan, skoraj povsem sončno, tropskih 4 stopinje Celzija, tako da se prav veselim poti. Mogoče bo prišel prav tudi kakšen nasvet za tiste, ki bi želeli po zimi kolesariti, pa ne vejo točno, kako bi se tega lotili. Se pravi, po mojem mnenju, katere so potrebne sestavine za zimsko kolesarjenje. Prva je zagotovo tista, ki jo imamo v glavi. Enostavno volja. Za omahljivce in mevže pač to ni. Treba je pogledati skozi okno in če nas potegne na kolo, imamo premagano prvo in največjo stopnico. Vidim, da je to lepo vreme privabilo ven kar precej jadralnih padalcev. Precej nas je zunaj. Vsi smo hoteli biti lojtra, ostani doma, samo je bila lojtra prekratka. Na drugem mestu je po moje vreme, ker če vremenske okoliščine ne dopuščajo, če pada sneg, toča, dež, ali pa samo če so ceste blatne in mokre, verjetno ni najboljši dan za kolesarjenje. Jaz osebno sem zelo len, kar se tiče čiščenja kolesa, tako da če so ceste umazane, niti ne razmišljam o tem, da bi šel ven. Na tretjem mestu je seveda primerna oprema. Topla oblačila, ni treba, da stanejo več 1000 evrov, da se jih dobiti tudi za dosti manj, ampak poskrbeti morate, da vas ne bo zeblo, da se vam zimsko kolesarjenje ne priskuti. Po drugi strani pa, če imate voljo in vremenske pogoje, si nikakor ne smete dovoliti, da vas bi samo pomanjkanje zimske opreme oviralo na vaši poti do zmage. Poznam kar nekaj ljudi, ki po zimi ne gre kolesariti ravno z izgovorom, da nimajo primerne opreme, ampak je škoda, da se tako omejujejo, ali pa je to res samo izgovor, da jim ni treba iti. Jaz po zimi zbiram precej ravne proge, ponavadi kar po Italiji do morja. Zdaj, ko so te omejitve, se pa pač bolj držim Vipavske doline. Vsekakor se izogibam klancev, ker se tudi po zimi lahko na klancu dobro spotite in to je potem super priložnost, da se na prvem spustu tudi fajn prehladite. Po zimi tudi vozim v eni bolj mehki brzini, zato da se pedala hitreje vrtijo in da se lažje segrevam. Ampak je tako, ne? 4 stopinje ni tako zelo malo, če je sončno vreme in imate stalno dovajanje toplote. V takem se pa 4 stopinje zdi lahko, kakor da bi bilo približno 10. Super je, moram reči, prav fajn. Se pravi, tisti, ki ste zdravi, imate voljo in vam vreme dopušča, oblečite se in pejte na kolesarjenje. Ne oblačite se preveč, to bi bil moj nasvet. Normalno, tako za pozimi. Dajte si na začetku 5-10 minut, da vas bo mogoče tudi malo zeblo, stisnite zobe in želim vam prijetno vožnjo. Tako, tukaj imam zdaj jaz 25 km, zato bom jel obračati proti domu. Tukaj iz Potoč bom prečil do Branika in potem lepo po ravnem mimo Prvačine nazaj v Novo Gorico. Super se počutim, kakor vidite, sem se posebej za to priložnost tudi obril. Sicer že prejšnjo nedeljo, ampak sem se. Danes sem sicer planiral daljši
krog, približno 70 km oziroma 3 ure, ampak so prišle vmes neke druge obveznosti, tako da se bom moral zadovoljiti s tem, kar imam pač na razpolago. Ja, tako se kdaj zgodi, da je kakšen kos poti v senci, to pa ni fajn, ne? To je pa res zima, 4 stopinje, telo se pač greje, kolikor se upa, potem se izčrpava. Tako da tudi tisti, ki boste šli probat, ja, pejte, če vam ne bo všeč, obrnite, pejte domov. Ne na silo, ne zadajte si prevelikih ciljev, izogibajte se senčnim predelom. Ok, čisto vsakemu spustu se ne moreš izogniti, ampak ta je kratek, položen in s prisojno lego. Tako da sem prepričan, da bo šel ok. Smo pa videli lani novembra, kako sem se razsul na vlažnem spustu dol z Stare Gore. Tako, zdaj sem v Braniku, imam 31 km in pol, do doma jih imam točno 20. Tako da sem prepričan, da bo dobra 50-ka. To se pravi 40 minut vožnje še. Pri vsem tem cjazenju in sanjarenju sem ugotovil, da imam zdaj povprečje 24,3. Tako da se bom zdaj zadnjih 10 km vozil tam nekje 27-28 na uro. Tako da pridem do povprečja 25. Ja, kakor smo lahko videli, je kar precej prometa po cesti, tako za soboto popoldan. Praktično normalno, kakor zmeraj. Ok, za zaključek pa še malo adrenalinskega slaloma po kolesarski stezi. Tako, sem nazaj. To je bil en tak lep krog za 2 uri. Najprej po Vipavski dolini do Potoč, potem pa prečko v manjši hrib do Branika in se čez Prvačino in Šempeter vračal domov. Skupaj je to 51 km. Vozil sem se pa 2 uri in 5 minut. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.